In nisem mogel sploh zaspati do 2 zjutraj, ker se je ta polh celo noč na unem drevesu drl. Hkrati sem pa razmišljal že nekaj časa, da bom pa, ko se vpišem v srednjo šolo, postal alpinist, na kar sem zvedel za jamarstvo. In to res en tak glasen zvok, direkt nad mano, da jaz nisem mogel zatisniti ušesa. A ona je pa mirno spala in je ni motil. Kaj pa profesor Bizil? Ga pa ne poznam dovolj. To je pa še bolj političen odgovor. Drage Poljanke, dragi Poljanci, dobrodošli v novem delu Poljanskega kavča, našega podcasta, na katerem gostimo Poljanke in Poljance, tako učitelje kot dijake, da jih mogoče majčkeno bolj spoznamo, da morda odkrijemo tudi kakšen del njihove osebnosti, ki jih sicer ne poznamo. In tokrat se nam je pridružil kot gost dijak Jakob Majdič, ki je zelo zanimiv dijak, ki je dijak z fascinantno širokim poljem zanimanja, tako da jaz si obetam en zelo zanimiv in zelo zabaven pogovor. Jakob, dobrodošel. Zdravo. Upam, da se ne počutiš preveč grozno, ker bomo zdaj začeli malce štefnati po tvoji osebnosti. Si pripravljen na to? Sem. Ok. Jaz sem povedal že, da torej v tem zelo kratkem uvodu, da si zelo zanimiv dijak, da te ogromno stvari zanima, da je v bistvu pa že bomo rekli, začetek tvojega življenja je nevsakdanji, namreč ko si bil še zelo, zelo majhen, si že šel v Avstralijo. Res je, to je bilo v bistvu koriščenje porodniškega dopusta staršev. Je bilo v bistvu en road trip v Avstralijo. Spomnim se ne nič, ker sem bil pač star 8 mesecev, ampak je pa tam se zgodilo, da je bila moja prva beseda uluru. Tako da v bistvu bi lahko rekel, da me to zaznamuje zdaj celo življenje, nekako ta prva beseda. Torej, v smislu, da te zanimajo nevsakdanje, pač da te stvari zanimajo? Ja, nekako tako. Namreč, te pa je res to zanimanje, sam si rekel, to me zaznamuje, že od malega si ti raziskoval, gradil, izumljal. Kaj je pravzaprav tisto, kar te tako zelo fascinira nad neznanim? A se da to ubesediti? Ne vem, nekako hočem razumeti, kaj se okoli mene dogaja. Nočem sam nekako pasivno pluti skozi življenje, ampak hočem razumeti, zakaj je to tam, zakaj je tako, zakaj se to dogaja, zakaj je to. Kako mi je v bistvu to? Pa te kdaj zafrustrira, ker pač vsi odgovori ne morejo biti kar tako dosegljivi? Ne, v bistvu mi je všeč. V bistvu bolj me frustrira, koliko je že odkrito, koliko še ni. Nekako kaj bo imela naša generacija za še odkriti. To mi je v bistvu ena taka glavna frustracija. Tako da ne bi rekel, da me to frustrira, kaj ne vemo, ampak bolj kaj že vemo in koliko v bistvu že vemo. Aha. Se ti zdi, da vemo preveč ali močno premalo? Močno premalo. Ok. Namreč preveč v smislu, da se potem se nam zdi, da itak vse vemo in nekako pozabljamo na nek tudi stik z naravo? To pa, po mojem bi rekel, da živimo preveč samoumevno, preveč gledamo okoli in se ne vprašamo, zakaj pa ta gora tukaj, kaj je pa ta rastlina, ki jo gledamo, zakaj pa to dela, kar dela. Nekako tako, premalo se sprašujemo. Zdaj, z vidika učitelja je to idealen dijak oziroma ali pa dijakinja, ne? Pač mi skoraj stereotipno, imamo zelo radi takšno množico ljudi, ki nas posluša, torej dijakov, dijakinj, ki jih stvari zanimajo, ki se sprašujejo, ki razvijajo kritično mišljenje. Ampak seveda, tvoj pogled na šolo je pa morda drugačen. Zdaj, mogoče najprej bi te vprašal, kako to, da si se odločil za gimnazijo Poljane?
V bistvu zaradi klasične gimnazije, zaradi tega, ker sem bil obkrožen zaradi ptičev, ker me zanimajo ptiči. Sem bil obkrožen z nekimi latinskimi imeni in sem videl, koliko je v bistvu to zanimiv jezik, koliko je veliko teh besed, ki jih uporabljamo danes, izvira dejansko iz latinščine in me je zaradi tega začel zanimati, da mogoče bi pa bilo, da bi se pa jaz rad naučil mrtev jezik, nekaj, zdaj upam, da mi ne bo zamerila profesorica mrtev jezik, ni mrtev jezik, ampak da bi se rad naučil en jezik, ki nima več govorcev in da spoznam, kako so pa oni razmišljali skozi ta jezik. Vse ti latinisti so vajeni takih komentarjev. Pa zdaj, kot ti si letošnji maturant, torej imaš v bistvu skoraj da že celotno izkušnjo šole za seboj, na relativnem koncu malo gledaš nazaj, se ti zdi, da je to bilo smiselno, da si se sem upisal, je nekako zadovoljilo tvoja pričakovanja. Zdaj tukaj lahko poveš, kar hočeš. Bomo videli, če te bomo rezali. Zmanjkalo mi je v 3. letniku ta naravosloven predmet, ko so imeli ostali še vedno 3 naravoslovne predmete, mi smo rabili pa enega izgubiti. To bi rekel, da je nekako bil trade-off tega, da sem šel na klasično gimnazijo. Malo je bilo to povezano s tem, da mi je v osnovni šoli šla zelo na živce fizika, ki mi je pol zelo prirasla k srcu, ampak sem mogel se odpovedati fiziki zaradi drugih predmetov. Tako da bi rekel, da to je en problem, drugače mi je bilo pa zelo dobro. Sploh, naprimer, ekskurzija v Rim je bila super. Pa vse, kar ti da latinščina, da človeku neko širino in bi rekel, da je to glavno, zakaj sem se vpisal tudi na ta program. Torej, recimo, če damo pod črto, nisi naredil napake. Ne, absolutno ne. No, to je lepo slišati. Zdaj seveda, glede na to, da si v 4. letniku v tem trenutku, se spogleduješ tudi s tem, kaj boš po srednji šoli počel oziroma kaj boš šel študirati. Če prav razumem, je več ali manj to že malo... Ja, več ali manj je. No. Recimo to bo... Geologija. Recimo tukaj imamo tudi še... par kamnov, ki na to, a smem tako reči, kamen ali... Je kamen, Nesprijet sediment. No, se za to raj vprašam. Kaj pa je, geologija je tudi mogoče nevsakdanja izbira. Odkot ta ljubezen do kamna? Pa v bistvu povezana s tem, da me zanima, zakaj so stvari. Ker vse bazira na geologiji, vse, kar se obrnemo okoli sveta, vse gore, vse reke, vse v naravi je v bistvu pogojeno z geologijo. In pa hkrati je tudi vse v modernem svetu izdelano s pomočjo geologije, od tega mikrofona, kamere, glavno vse, kar primemo v roko, je več ali manj bil zraven geolog, da smo prišli do teh mineralov, kar pomeni, da je zelo nekako perspektivna veda. Hkrati tudi vedno bolj raste pomembnost vode, pomembnost zavarovanja pred nesrečami in vse to, z vsem tem se v bistvu ukvarja geologija. Ampak, mogoče je to en teoretičen podstat. Verjetno je pa tebe kot mladega človeka, verjetno te tudi, sam kamen fascinira, kaj na pogled ali dotik, ali kaj recimo to. Če smem vzeti tele kamne, recimo, lahko pokažem tukajle. Tole je v bistvu izhaja iz tega, da je bil 250 milijonov let tam, kjer je bil ta kamen najden koralen greben. Tako da sem v bistvu s tem, da vem, kaj gledam na kamnu, sem potoval 250 milijonov let nazaj v času. In v bistvu vsa zgodba, kaj se je dogajalo, je zapisana noter v kamnu. Recimo enako tole je jurski, mislim, da je tale 100 milijonov, 120 milijonov let nazaj in ponovno tele brahiopodi. Tole je živel spet v oceanu in lahko iz tega kamna razumejo, kaj se je dogajalo na tem območju. In je nekako v bistvu neka zgodba zapisana v teh kamninah. V bistvu zgodba naše. Zgodba zemljine preteklosti je skrita v kamninah. Mogoče veš, kdaj je ali pa kater trenutek je bil tisti, ki si pa rekel, namreč lahko samo greš mimo tazga kamna, pa si rečeš, lušni krogci.
Ampak, ti mogoče veš, a je bila to neka izkušnja, ki te je privedla do tega, da si rekel, ampak jaz hočem vedeti. Ne bi Zakaj je rekel, v kamen bistvu, takšen je? skozi osnovno šolo sem zbiral kamne, Aha. ampak pol me je pa nekako zamrl, na kar sem prišel k jamarskemu društvu in v bistvu prek tega tam spoznal geologe, ki so mi malo predstavili, kaj se v bistvu, kaj vse ta veda preučuje. Prej sem bil prepričan, da bom biolog. In pol, ko sem pa slišal, v bistvu, s čim vse se ukvarja geologija, kako je to ena široka veda, sem se pa odločil, da mogoče je pa to zame. Si tudi že prav delal na Geološkem inštitutu? Sem, poletno službo sem si uspel zmeniti. Kako pa to izgleda? Ker mogoče si ne znamo čist jasno predstavljati, kaj točno geolog dela. Večino časa sem drobil zemljo. Torej, z unim malim kladivcem Ne, z terilnico. Aha, okay. Tako da to je bilo, ampak ko sem me vzel pa na teren, sem pa pomagal nositi okrog opremo, postavljati električno tomografijo, naprimer. To je ena metoda, kjer z električnimi tokovi pošljejo v bistvu elektriko skozi kamnino oziroma skozi zemljo in gledajo, od česa se odbija ta elektrika in prek tega ugotovijo, kaj se skriva pod zemljo. To recimo, in pri tem je treba veliko postavljati elektrode v več 10 metrov dolgih črtah, po 1 meter in to ponavljati cel dan in zaradi tega gre veliko nekega fizičnega dela in zato jim zelo prav prijejo študenti, jaz sem se pa uspel na srečo priti zraven kot dijak. Aha. Torej, to je v bistvu, to bo, namreč ne, računamo, da se boš upisal, da boš dejansko tudi to študiral. To je v bistvu delo, ki je izrazito v naravi. To ni nek office job. Večinoma ja. Večinoma ja. In to je verjetno nekaj, kar te privlači. Ja, res. Pa je to tudi fizično potem naporno delo? Je. Prej si namreč govoril o tem. Naprimer z hidrogeologi sem tudi delal poleti in smo imeli za noset recimo iz izvira 20-litrske sode, polne vode, po strmi gozdni poti 15-20 minut. Tiste kar zmatra, ko to cel dan delaš. Ja, to verjamem. Tako da v bistvu tudi prav pride, da si fizično pripravljen. Ali je to delo, ki ga opravijo samo študenti, ko imaš enkrat... To pa v bistvu ne vem. Aha, ok. Prej si omenil jame, a ne? In to je v bistvu nek tak logičen preskok, da ti v bistvu tudi raziskuješ oziroma si član Društva za raziskovanje jam Ljubljana. Torej, si v bistvu jamar. Ja, oziroma jamar pripravnik. Jamar je naslednja stopnja izpita, tako da zaenkrat sem še pripravnik, ampak ja. Ok. A je to ta, kot si rekel, zbiral sem kamne, pa je potem to nekako logična naslednja stopnička, da greš potem v zemljo gledati to? Ali kako je do tega prišlo? Ne, to je pa popolnoma nepovezano. Starši od prijatelja so se ukvarjali s tem dolga leta in mi je prijatelj razlagal zgodbe. Hkrati sem pa razmišljal že nekaj časa, da bom pa, ko se vpišem v srednjo šolo, postal alpinist, na kar sem zvedel za jamarstvo in ugotovil, da to je pa v bistvu alpinizem, ker greš pa pod zemljo in nekaj novega odkriješ. In me je nekako prevladala ta želja po odkritju novih, neznanih stvari in sem se odločil, da bom pa raje jamar. Zdaj bom mečkan iz sebe izhajal. Jamarstvo je to malo tako, to so ozke špilje, ker to ni zdaj, vi se ne sprehajate, vi ste na pol profi, vi se ne sprehajate po škocjanskih jamah. Ne. Vi greste tam, kjer je najbolj možno ozko. Verjetno nimaš klaustrofobije. Ne, nimam. Ne. Ampak a je kdaj en tak, ne vem, za strah, kaj če je potres zdaj? Namreč jamari, to se včasih sliši, pa ne zdaj, nočem biti nek zelo dramatičen, ampak se sliši, da so kakšne nesreče. Te kdaj prišine kaj takega, da je to, kar delaš, a je tudi adrenalin tukaj zraven? Je adrenalin do neke mere, ja. Mene je tudi bilo kot otroka zelo strah višine in je bil tudi to del želja po neki znebitvi tega strahu. In zaradi tega, ker v jame niso samo ta ozke, ki jih vidimo, je to velik del tega,
ampak dejansko ta glavno je pa spuščanje po teh ogromnih breznih in to so brezna, ki so več 100 metrov globoka in široka več 10 metrov, to so res ogromni prostori, za katere v bistvu človek prej ni vedel, prednji je Jamr prišel do tja. To z reševanji, to je pa v bistvu bolj problem medijev, zaradi tega, ker mediji res radi napihujejo te zgodbe. Ja. Jamarstvo je izjemno varen šport, namreč v jamah ni vremena. Večino alpinistov ne padejo dol, ker se jim vrv ali pa ker naredijo napako, ampak ker jih zasuje plaz ali pa ker se utrga kaj ali pa tako. Ampak v jamah pa dejansko nimaš nekega tega hudega vpliva vremena. Seveda pogledaš prej, da ne greš lih po nevihti v jamo, da te ne odplakne voda, ampak drugih vremenskih nevarnosti, kot to pa ni. In zaradi tega je jamarstvo dejansko zelo varen šport. Ampak ta občutek, prej si rekel, to so 100 ali še več metrov globoka brezna. To je v bistvu ti se spuščaš v temo. Ja. Ja, adrenalin. Adrenalin. Je. Ja. Je. Wow. In tam spodaj potem, ali pač kakorkoli že, največ, kar si omenil, najprej sem mislil, da bom biolog. A te bolj vleče, da bi raziskoval, ne vem, plasti kamna ali da bi jamske pajke lovil? V bistvu trenutno me najbolj zanima to, kaj je za naslednjo ožino, za naslednjim delom, kjer se skozi spravimo, kakšni prostori, kakšne dimenzije nas čakajo tam. Nekako ta želja po odkritju čim večjega, čim več, čim daljše. V bistvu naša ideja jamarskega društva trenutno je, da bomo na Kaninu prišli skozi goro na eni točki in se že nekaj časa, že več desetletij se podajo ekspedicije na Kanin in vsako leto poskušajo priti čim globlje in čim dlje, zaradi tega, da se bo enkrat res povezali skozi goro. Wow. Koliko je pa najbolj globoko ali pa v goro noter, ki si bil najdlje od sončne svetlobe? 500 metrov. 500 metrov. Ja. In recimo v povprečju 100 metrov, da jamar, zdaj ne govorimo, da se samo spusti dol, ampak recimo to, da se je treba, ko praviš, kaj bo za naslednjim ovinkom, koliko recimo časa traja, da približno, če se da to oceniti, povprečno, da se 100 metrov prerine jamar? Malo manjka 1 uro ponavadi. Tako da v bistvu gre dosti hitro. To je enodnevna akcija, da se gre na 500 metrov, se gre zjutraj dol in pol gor. Tako da je zelo... Vse pa pri daljših akcijah so pa po jamah postavljeni bivaki. Zdaj bi mogli novembra iti na 1000 metrov in se nam je zgodilo, da je bilo tako slabo vreme, da smo mogli to prekiniti in skenslati. No, in naslednji teden je šla ekipa na 1000 metrov in odkrila nove, ogromne dvorane in prehode, tam, kjer bi mogli mi raziskovati en teden prej. Aha, ker to imate kaj, kot neke vrste rezervacijo ali kako? Ne, ni rezervacija, samo to, da je bila šola že in nisem mogel iti zraven. A ja. To je v bistvu isto društvo. Ja. Ti si tam najmlajši ali kako? Med najmlajšimi. Med najmlajšimi. Ja, po mojem med aktivnimi najmlajši. Ja. Aha, torej to je v bistvu bolj stvar kaj, študentov? Študentje in mladi odrasli. V bistvu, ampak vse generacije so tam dobrodošle, tako da če koga zanima, se pridružite, res je lušen in se družimo in se gledamo enakovredno od nekih srednješolcev pa do odraslih veteranov, ki so tudi čez 80. Wow. Rekel si jamar začetnik. Ja. Koliko pa je teh, je to več stopenj? 2 stopnje. Aha. Ja. Pripravnik in jamar. Oziroma pripravnik, ja. Omenil si neke vrste izpit. Kako pa to izgleda? To ima čez Jamarska zveza, ki v bistvu pošlje tja inštruktorje, ki pregledujejo, da res jamarji znamo narediti to, kar je zahtevano od nas in da znamo to narediti varno. Ker je pa v jamah traja par dni, da pride dol reševalna ekipa. Tako da treba je delati vse tako, kot je treba in zaradi tega, ker vsi delamo tako, kot je treba in ker delamo izpite in ker se skozi izobražujemo, zaradi tega ne pride do nesreč, razen v res ekstremnih primerih. Ja. Ampak mogoče tako, recimo, da se zgodi nesreča. Kako se pa to javi? V ekipi so vedno 3 jamarji,
in zaradi tega en ostane z uno osebo, ki je poškodovana, en pa na hiter gre čim hitreje ven in sporoči zunaj, da se je zgodila nesreča in pride reševalna služba. Ampak tudi, mogoče je tudi bolj 4, to je pa odvisno, koliko ljudi gre, ampak 3 je najmanj. Ti si že imel kdaj kakšno slabo, tako nerodno izkušnjo? So že kdaj kamni leteli blizu mene, ampak razen tega pa zadnjič se je recimo sprožila skala, letela malo stran od mene, tako da so me odkruški zadeli, ampak pa je pa na srečo me zgrešila in šla v brezna navzdol. Kako pa se sproži? Se v resnici vkup? Da nekdo hodi nad tabo. Dejansko? Ja, mislim, tu je treba, pleza in se ob rob dregne in pade skala. V bistvu na nek način kakor v alpinizmu. Kakor v alpinizmu. In ti si recimo, kolikrat se gre v te jame? To je kaj, vsak vikend recimo? Vsak vikend, ja? Kadar je vreme. Seveda, ne, skladno z vremenom. Tako da recimo lahko rečeš, odkar se je šola začela, praktično vsak vikend, če ni ravno dežja. Ja, če gre. Ja. Če gre. Se da zračunati, v koliko jamah si že bil? Ne, ker tudi, če so testi, ne morem, pa tako zelo težko reči. Nisem bil res čisto vsak vikend, ampak ne bi mogel reči. Ne. To je kaj na desetine jam. Ja, na desetine. In seveda nobena od teh, ki bi jo kdorkoli lahko od nas, ki nismo posvečeni v tem, poznal. Ja, enkrat sem bil v Postojnski. Sam to je tako. To sem bil z raziskovalci iz Inštituta za raziskovanje krasa. Tako da sem bil v delih, ko niso dosegljivi. Ampak pa je tudi recimo Postojnska jama vendarle zanimiva ali je tako malo? Je, res je lepo okrašena. Je mogoče tudi preveč turistična za moj okus, zaradi tega so mi lepše kakšne druge tudi turistične jame, recimo Županova jama pri Grosuplju, ta je recimo ena taka. Sami boste v njej, če boste šli in se splača ogled. Omenil si tudi alpinizem, kot nekakšen antipod jamarstva. Torej tudi z alpinizmom? Ne. Ni časa. Ni časa? Kaj pa je s tem strahom pred višine, ker si omenil si ga v pretekliku? Ja, nekako sem uspel s tem, ko sem se v ta brezna spuščal in ugotoviti, da sem na vrvi varen in to sem ga uspel bolj kot ne premagati. Torej recimo zdaj, ko greš v hribe, o čem bova sicer še govorila, to je to, brez težav zreš dol. Brez težav, ja. Včasih me stisne, če sem lih nad kakim hudim breznom, da vidim navzdol, ampak bolj me skrbijo recimo kamni ali pa kaj tazga, nič več višine. Si tudi ljubitelj astronomije? Ja. Torej, zdaj gremo sploh ven iz jame. Kako, a to v kakšnem smislu? Imaš teleskop doma? Uporabljam kar izgled, za ptiče gledati. Pa se vidi, mislim. Se vidi v redu, ja. Se vidi v redu. Torej, recimo kaj, spremljaš komete? Komete, ja. Severni sij? Severni sij, ja. To mi je v bistvu posebna strast, mi je Severni sij. Že v osnovni šoli sem zvedel v enem članku v Spiki, to je astronomska revija, sem zvedel, da se lahko v Sloveniji med sončevimi maksimumi vidi Severni sij. In to me je nekako toliko navdušilo, da sem čakal par let, zato da bom res videl to v Sloveniji. In zdaj je res prišel ta 25. sončev cikel in sem lahko videl v Sloveniji Severni sij in me je res razveselil. Da bi šel pa recimo gor na sever, pa so plani, ali ste že šli? Smo šli družinsko, sem prepričal doma, da je treba iti med sončnim maksimumom in smo šli v bistvu turno smučarsko na Lofote. To je eno otočje na severu Norveške, Severni sij skoraj nismo videli, bili smo v bistvu v res slabem tednu za to, ampak je bilo pa izjemno iz turno smučarskega vidika. Tudi turna smuka torej. Ja. Pa tudi v bistvu tlele mava, da imaš dnevnik slovenske transverzale. Tudi to si prehodil. Sem. Kako pa da si za to odločil? Navdušila sem me ena knjiga, kjer je Jakob Kenda opisoval svoje potovanje po Apalaški poti. To je ena pot v Ameriki, tudi taka daljinska. Ampak sem se jaz odločil, da jaz bi šel pa po Sloveniji, tudi ko sem velikrat govoril s kakimi pohodniki, ki so prehodili že vse te vrhove, o katerih jaz nisem imel pojma.
nikoli nisem bil tam in sem se pa odločil, da mogoče pa jaz probo to prehoditi. In pa sem pa že toliko ljudem rekel, da bom, da nekako nisem imel izbire, sem pa pač šel prehoditi. Ok, nisi imel izbire. To si šel sam? Večino časa, ja. Večino časa? To je koliko je? 600 km, nekaj takega? Od tega sem bil 400 sam. 400 sam. Če malo več, ja. Aha. Na 600 km se gotovo človeku kaj zanimivega zgodi. Vse. Tako takega, da bi povedal v podcastu. Marsikaj, ja. Recimo? Od srečanja z medvedom do raznih bližnjih srečanj z dehidracijo. Deva začeti z medvedom. Se mi je zdelo, da bo to ta. To se je zgodilo na Vremščici. Bila je že noč. Jaz sem se pa lotil tega pohoda tako, da sem večino časa, razen v Visokogorju, kempiral, oziroma ne kempiral, ampak bivakiral v naravi. V bistvu sem si prinesel podlogo, spalko in to je bilo to in hrano, kar pomeni, da nisem bil odvisen od planinskih koč in območij. In sem mislil na enem travniku spati. In pol posvetam malo okoli, če je to primeren travnik, na kar vidim na tem travniku, da je bil na robu medved. In jaz sem imel pa problem, ker sem pa cel ta Trnovski gozd sem pazil, nikoli sveže hrane, vse te. Pripravljen sem bil na medveda. No, na Vremščici sem si pa rekel, da tam pa res več ne bo medveda. In še dopoldne sem se dobil z očetom razdrtem, zaradi tega, da sem dobil novo hrano in obleke za menu. In sva šla na pico. In seveda sem imel jaz to pico s sabo, svežo hrano. In si nisem lih upal pol na travniku spati, ker bi mi raztrgal ruzak. Načeloma medvedi res niso nevarna žival. Če mi pa raztrga ruzak, sem pa malo pečen, ker ne morem več hoditi. Tako, ja. Tako da sem se vsem pol odločil, da bom šel malo naprej, ker sem vedel pa, da imajo na Vremščici eno veterinarsko planino, postajo ne vem kaj in tam so ene hiške in verjetno, da bo tam najlažje. In sem pol tam spal pod enim nadstreškom. In ti medved ni sledil? Ker ta medved, a to so se iz oči v oči gledala? Mislim, bil je čez travnik. Dobar, ok, ampak... S čelko svetljen v daljavi. Ja. In tudi pa sem malo zvoka naredil, je takoj šel stran. Ker medved se boji človeka. Medved ni toliko huda žival, kot si ljudje predstavljajo, da je. Ok, no, razen če te... A to bi bil tale ruzak? To bi bil tale ruzak, ja. Ja, v redu je. Vidim, da... Ni raztrgan, ja. Ja, ni raztrgan. Bližnje srečanje z dehidracijo? To je bilo pa tudi v bistvu en dan prej, to sta bila kar naporna 2 dneva. Bilo je že ni bilo v Alpah več, ampak že v primorskem, kaj bi rekel, Gričevju, Hribovju in na poti tam ni nikjer vode. In jaz sem računal, da bom že prejšnji dan se mi je zgodilo, da sem računal, da bom šel do koče in upal, da bo tam neka voda in koča je bila seveda zapuščena, nobenega tam. In pa sem ugotovil, da je pa mogoče na koči 10 km naprej, jaz sem bil že res zmatran, bil sem na 35 km, najmanj se mi je dal še 10 km narediti. Tema je bila seveda, no, pa sem tam ugotovil, da vode ni, klical vse možne številke, da prijem, da zvem, na naslednji koči je. In na srečo je bil skrbnik še na koči, tako da je pustil eno flašo vode zunaj, tako da sem zjutraj pa lahko tisti spil in nadaljeval pot. No, naslednji dan se mi je pa ponovno zgodila taka situacija, sem pa računal, da bojo pa hiše, ampak te hiše, ki so bile označene na zemljevidu, so bile vse zapuščene. Sonce je pa pripekalo in tam sem hodil in se mi je začelo že kar vrteti, tako da me je že kar malo zaskrbel. No, pa sem pa na srečo prišel do ceste, uspel tam se z enim avtom zmeniti, da so me zapeljali 2 km do ta prvega kraja in pol iz tam lahko prišel do trgovine in spil vodo in sem kar 2 uri počival, tiste bo pa stresna situacija. Torej v bistvu, ja, to je bolj nevaren tam, kjer misliš, da ne bo tako zelo nevaren v končni fazi. Une Alpe so šle brez težav skozi. Brez težav, ja. Ja. Oziroma, no, bile so še snežišča, tako da parkrat sem bil na štriku in tako, ampak razen tega je šlo pa brez težav, ja. Parkrat na štriku, ok. Čakam, ampak to si šel čez poletje, ne? Čez poletje, ja, ampak sem šel v juniju oziroma juliju, tako da je bil že malo problem, ker še ni bil ves staljen. In pol na nekih točkah, recimo v Kotličih, je bilo eno ogromno snežišče
Jaz pa tudi z derezami po cepinom se znam hoditi pa to, ampak nisem pa popolnoma siguren, pa me je pol oči dal na štrik, tako da sem popolnoma varno lahko naredil. Ja. Čistko, za vsak slučaj. Koliko časa ti je vzela vsa pot? 26 dni, s tem, da sem en dan počival vmes. Aha. To pomeni, če je približno 600 km, koliko je približno to na dan, recimo? Prej si rekel, da si bil na 35 km, to je neko poprečje. To je neko poprečje, ja. V Alpah manj, v Sredogorju pa večinoma 40 na dan. Ja. Večinoma si rekel, da si sama. Torej, to pomeni, ne če prav razumem, z očetom, ampak tudi sicer ni bilo nikjer nikogar. Ali so bile to trume, ki so se valile s teboj? Ne, seveda na Triglavu je bilo veliko ljudi, pa na teh popularnih koncih, ampak večino časa sem bil pa popolnoma sam v gozdovih in je res fajn zaradi tega, ker sploh sem hodil in med tednom in po neturističnih delih in ta pot na srečo ni tako popularna, če beremo kakšne zgodbe za palaške poti, tam se valijo trume tisočerih pohodnikov. Tukaj na srečo ni tako, to je mir, tak res ta prav gorski mir. In to ti v bistvu tako okoli ti odgovarja? Mi odgovarja, ja. Kaj je potem, ne vem, bom zdaj zelo stereotipno rekel, a se tako malo najdeš? Ne. Mislim, ali so to trenutki za meditacijo ali je to v bistvu prav uživanje v naravi? Uživanje v naravi. Tega pa res ne maram, ko berem te bloge pohodniške in vse te meditacije in kako se iščejo na teh potih. Ja, ne, brez veze. Ne, tja greš gledati ptiče pa imeti mir v naravi. Aha. Skratka, greš zaradi poti same, torej poti cilj. Poti cilj, ja. Ampak seveda na tej poti verjetno si pričakoval tudi, da boš lahko brez težav opazoval ptiče. Pa ni bilo neka ful ideja zaradi tega iti. Me je pa presenetilo, v bistvu na koncu pa sem v dolini, sem pa že pozabil, kako se imenuje, to je pa malo sramotno, ampak pod Prehodavci, tista dolina, ko gre tam Krma ali kako že, ko je nasprot zadnje Trente, no. Tam sem srečal skalnega strnada, ki mi je še manjkal in sem bil zelo vesel, da sem ga tam videl. Ki ti je še manjkal? Ki mi je še manjkal, ja. Zdaj pa to malo razloži. Torej, na neki točki rata opazovanje ptičev ni več to samo, da greš ven pa da boš gledal ptiče, ampak to pomeni, da hočeš videti specifičnega ptiča, zaradi tega, da boš povečal svojo številko, koliko si jih videl. In nekako pride do tekmovanja malo prijateljskega med ptičarji, kdo več ptičev vidi. In poskušamo biti čim bolj, čim bolj poznati vrste, zaradi tega, da tudi če vidimo pol tega ptiča, da ga prepoznamo naslednjič. In to je tudi tako, v trumah se zgrinjamo na Ptujsko jezero, naprimer, ko prije tam en redek ptič. No, v trumah 3 prijemo na dan. Ja, v trumah za ptičarje. No. Ampak obstajajo pa fotografije iz severnih dežel, tam so pa res trume ptičarjev, ki prepotujejo celotno Britanijo, zato da bojo videli enega ptiča tam na Shetlandskih otokih. Koliko ptičev si torej ti videl? To je potem neka številka, ki je verjetno... Ja, jaz sem zdaj na 270. A to velja samo za slovenski prostor ali lahko kamorkoli greste? Kakor se odloči, jaz gledam na slovenski prostor. Koliko pa je v slovenskem prostoru, če se da to nekako? 393, 92, nekaj takega. Torej še dobrih 100 ti manjka, ampak ker si prav za tega si prav rekel, tam je manjkal. Ker si vedel, da je v tem okolju? To je pa en tak zelo pogost ptič, ki ga jaz že dolga leta nisem uspel najti. Namreč živi v gorah, na kraških travnikih, to sta 2 habitata, v katerih veliko časa preživim in nekako mi je uspel, da ga nisem videl. No in so me že veliko prijateljev zafrkavali, vsi so mi pošiljali fotografije tega ptiča, prijatelj živi na Zbiljah in je imel tega ptiča na vrtu. To mora prav posebej boleti. Ta je posebej bolela, ker to pa ni habitat tega ptiča, tja je pa prišel po naključju. Kaj te pa v te... Prej sem te sicer podoben vprašal za kamne, a tudi za ptiče se ne da čisto dobro povedati, zakaj, kaj je to? Mogu reči. Mama trdi, da je bilo to ena knjiga v vrtcu, Ptice Ljubljane in okolice, ampak ne bi pa mogel reči, če je to res ali pa ne.
nekako vedenje z mano to zanimanje za ptiče in pol seveda Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije ima ene tabore, na katerih pol srečaš ljudi, ki se s tem ukvarjajo in so isto stari kot ti. In pa, ko nekako vsi tvoji prijatelji to počnejo, tudi ti ne moreš ne početi tega. In nekako zapadeš v to in sploh ne veš, kdaj si se začel, sam veš, da to počneš. To društvo je tudi krasi tvojo majico. Ne, to je pa mislim, da od prirodoslovnega društva. Ja. Prirodoslovnega društva, ki seveda se tudi s tem ukvarja. To, da je glih sova, ali je to pač sova, ker je sova, ali je to kaj posebenega med ptičarji? Ne, sova je v bistvu tukaj sam, ker je bil projekt Sove Ljubljane in sem lih prišel enkrat do stojnice od prirodoslovnega društva in se malo pogovarjal z njimi in so mi dali to majico, ker mi je bila ful všeč, tako da nima nekega pomena. Tudi nisem bil nadzraven pri projektu ali pa karkoli. Kako pa to zgleda, da greš ti, kaj se reče, zdaj grem pa jaz opazovati ptiče. Ja. Okay, pa pustimo Ptujsko polje, ker tja gre včasih tudi kar 3. Ampak tako, ti greš pač kaj v neko, recimo na Kraški rob. Kaj, a to ne vem, sabo vzameš, se mi zdi, da tele daljnoglede. In to, ne vem kaj, a se oblečeš v strašilo ali... Ne, ni to hudo. Ne, to je zelo precizna umetnost, bi lahko rekel. Namreč skozi gledam neke vremenske karte in pogoje, kje bo najbolj zagledati ptiče. Jaz večino časa opazujem ptice na barju, kar pomeni, da skozi gledam, da grem po nevihtah, takrat, ko je v bistvu seleče vrste. Jaz bi rekel, da ptiče opazujem praktično jeseni in spomladi, takrat, ko je selitev, poleti pa pozimi pa niti ne toliko, ker sem v bistvu večino teh, ki jih lahko vidim, že videl. Tako da to gledam po nevihti, takrat je najbolj, zaradi tega, ker te seleče ptiče prisil, da se v bistvu ustavijo na travnikih oziroma kjerkoli je najbližji in upam, da je med temi selečimi ptiči bil kak redek in gledam in čakam, da bom enkrat res v eni jati zagledal tisto ptico, ki jo pa jaz hočem. Koliko časa pa recimo, to je tudi en tak potrpežljiv hobi. Ja. Koliko časa pa recimo si vzameš? Kaj, a to govorimo, grem za 2 uri, govorimo, grem za 8 ur? Zelo odvisno. Toliko časa, ko imam. Včasih sem hodil pred šolo, takrat sem imel po 2 uri časa, včasih pa tudi po cel dan ali pa 2 dni, tako da ni toliko. V kakorkoli časa, več časa, ki si zunaj, več verjetnosti je, da bo človek videl nekega redkega ptiča. Zdaj, če pa treba zbirati, ali greš v soboto v jamo, ali greš na ptiče, se vrže kovanec? Ali... Zelo odvisno od pogojev. Ponavadi, če so dobri pogoji za ptiče, pol niso dobri pogoji za jame. Ja. To je ena zelo fajn stvar. Ampak načeloma pa raj jamo zberem, zaradi tega, ker lahko na poti v jamo, ko grem v hribe in pol dol v jamo, lahko še vedno vidim ptiča in je v bistvu nekako lažji jamart in ptičart, kot ptičart in jamart. Ok, razumem. Jaz sem slišal eno tako luštno zgodbico, kako si ti svoji mlajši sestri razlagal o zgodovinskih dogodkih in o osebah, ampak si jih nadomestil s ptiči. Tega se pa jaz ne spomnim. Ona se. Okay. Bi to šlo? Ampak ali je možno, da bi se kaj takega zgodilo? Da bi lahko... Zelo možno. Ampak zelo verjetno tudi, da pozabim. Tako da oboje sta izjemnimo. A se da za ljudi reči tako malo, kjeri ptiči bi bili? Težko. Jaz ne maram tega vprašanja in se presenetljivo pogosto pojavlja. Tako da velikrat me ljudje vprašajo, kjer ptič mislim pa, da so oni in pa se bojim povedati, kaj bi rekel, zaradi tega, ker se bojim, da bojo žaljeni, ker si ne mislijo isto o teh ptičih, kot jaz. Torej, če te jaz zdaj izrazito neprijazno vprašam, kater ptič misliš, da sem jaz, je to nekaj, na kar nikoli v življenju še nisi pomislil. Jaz namreč Jakoba že 4 leta učim.
Pa je to nekaj, kar ne želiš povedati? Ne bi povedal. Okay, ampak sej verjetno ga jaz ne bi poznal. Po moje je čuk. Čuk. Ena taka sova, ne vem. Ti se zdi, da profesor, sova, ne vem. To si se kar Lahko politično. režemo ven. Kaj pa profesor Bizil? Ga pa ne poznam dovolj. To je pa še bolj političen odgovor. In tvoj najljubši ptič je? Sloka. Sloka. Zakaj? Res mi je zanimiv, ker ima zamenjane oči pa ušesa. Ona ima v bistvu tako spredaj ima ona ušesa in tle zadaj, kjer imamo mi ušesa, ima ona oči. Aha. To je v bistvu prilagoditev na njeno življenje. Namreč to je ptič gozdnih tal in z dolgim kljunom, ki ga zabada v zemljo, išče deževnike, ampak ima probleme, da jo plenilci napadajo od zadaj, medtem ko ima kljun v zemljo zapičen. In to v bistvu ona lahko predvidi tako, da si je zamenjala, ki je evolucijsko, so se ji zamenjale oči z ušesi in lahko tako vidi 360 stopinj dejansko in vidi, če se ji približuje plenilcu do zadaj in zaradi tega lažje preživi v teh razmerah, v katerih se znajde. Koliko pa je tak, mislim, a to verjetno ni edini tak ptič? Po moje pa edini, za kjer ga vem. Wow. Dejansko to je pa neka prilagoditev. Nisem se dosti poglobil, je v bistvu zelo dobro vprašanje, ampak priznam, da ne vem. Aha. Niso pa vse živali ti tako zelo ljube. A to leti na polhe? No pa deva recimo polhe. Kaj imaš proti polhom? To je pa popolnoma ena izkušnja. Namreč z eno prijateljico iz Nemčije sva šla kolesariti okrog Slovenije, oziroma okrog Alp v zahodni Sloveniji. In tam 4. noč sva spala nad mostom na Soči, tako v eni grapi noter in pač postavila podloge oziroma viseče mreže in sva zaspala. No, jaz nisem spal in se začne en polh dreti. In jaz nisem vedel, kaj narediti v tisti situaciji, nisem hotel zbuditi prijateljice, hkrati pa nisem mogel več poslušati unga polha in nisem mogel sploh zaspati do 2 zjutraj, ker se je ta polh celo noč na unem drevesu drl in to res en tak glasen zvok direkt nad mano, da jaz nisem mogel zatisniti ušesa. Ona je pa mirno. Ona je pa mirno spala in je ni motil. Ok, skratka, torej polhi ne. Polhi ne. Tudi kakšen drug žival ne? Ne, po moje sem polhi. Vse po moje ostalo, je to sovraštvo. Doma imaš kakšno, prav sovraštvo je že. Prav sovraštvo, ker se je to tudi ponovil. Aha. Tudi, ampak nesrečo takrat sem zaspal, ampak se je pa zraven ene jamarske, eno hiško nam pastiri posojajo na planini Poljana in se enkrat malo stran od nje začel dreti en polh. Tako da se je ponovil, takrat sem pa rekel res, da zdaj pa sovražim polhe. Imaš doma kakšno žival? Imam. Imam domačo mačko, v bistvu je od babi, no, ampak večino časa preživi pri nas. Okay. Ampak imeli smo pa tudi do pred kratkim morskega prašička. Morskega prašička. Do pred kratkim, ok, v redu, se mi zdi, kaj se zgodi z morskim prašičkom. Nimaš pa recimo kakšne papige, da bi bil res stereotipen ptičar? Do tega mi pa ni, ker ne vem, v kletki imeti ptiča se mi zdi vse malo bolj kruto, kot imeti morskega prašička, ko je navajen biti. Razumem. Še eno polje zanimanja odpreti, zdaj zaenkrat se mogoče bolj o naravoslovju pogovarjava. Ti si tudi, oziroma ljubitelj ali pa imaš vsaj pozitiven odnos do književnosti. Ja. Recimo. Do katere zvrsti najbolj? Bila to poezija? Ja, pa ne bi rekel, da je ful bolj kot drugo. Ne vem. Mogoče zadnje čase, ko nimam časa, da bi se res usedel pa kaj prebral, je pa lažje na hitro prebrati kako pesem pa. Tudi sam ustvarjaš? Ne, mi ni do tega. Kaj pa ti je recimo ljubo? Kaj bi recimo sekcija Jakob Majdič priporoča? Jakob Majdič priporoča. Evo, mogoče to eno prijateljico, tako da malo nepotistično, ali kako bi rekel, ampak
Res mi je všeč, izdala je pred kratkim pesniško zbirko Nika Prusnik ob reki in je v bistvu ona se ukvarja z opazovanjem ptic tudi in je rada v naravi. In zaradi tega tudi njena pesniška zbirka opisuje njeno doživljanje narave. Piše o volkovih, medvedih, srnah, gozdu in mi je zelo blizu tak tip poezije. Kaj pa, ne vem, klasično, kaj naša, ali je pač pride, kar pride, ali... Soči. To mi je verjetno najlepša slovenska pesem. Ok, Gregorčič. Lepo. Zdaj bil si tudi član debatnega krožka. Je to ena reč, ki te je nehala zanimati ali pač ni časa? Ni časa. Oziroma je ta, ne vem, argument, protiargument, dokazovanje svojega prav, je to nekaj, kar te zanima? Ne, v bistvu sem šel na debatni krožek bolj tako, da izboljšam neko govorništvo in da malo več vadim. Pa nekako mi je bilo zabaven strukturirati to kot igro, nekako tekmovanje v tem, kdo boljše argumentira zadeve. Zelo mi je bilo zabaven, ampak preprosto ni časa za vse in sem bi rabil tudi vikende. Če je bila to stvar samo med tednom, ne bilo problema, ampak ko je treba pa tudi vikende pa tekmovanja, to mi je pa zmanjkalo. Tako, so pa druge stvari. Še ena reč, ki recimo, da sem jaz uvrstil v sekcijo umetnost, fotografija. Zdaj, ti si tudi viden kot fotograf določenih dogodkov, ki se dogajajo na naši šoli. Kako to, da te fotografija tudi zanima? Spet, v bistvu izvira iz tega, da sem se s ptiči ukvarjal in da so imeli prijatelji vsi neke fotoaparate in potem sem si še jaz umislil enega, oziroma sem dobil od očija star fotoaparat in sem pa začel z njim fotografirati in sem ugotovil, da mi je pa to res nekaj zanimivega, da lahko ustvarjam neko umetnost in me je pol povlekel, da kaj pa če provam jaz se s tem ukvarjati. Da, v bistvu prek ptičev. In ko greš gledati ptiče, seveda, a je to obvezna oprema? Obvezna oprema, ja. Mislim, ok, v redu, za zoom pa to, ampak tudi, da jih poškljocaš? Poskušam, ampak to je presenetljivo nekompatibilno fotografija pa opazovanje ptic. Človek si ne predstavlja, koliko je dejansko to drugače, ker za fotografijo ptic rabiš ti ponavadi fotografirati točno določeno vrsto, iti na točno določeno mesto in tam čakati, da ta vrsta pride. Medtem ko opazovanje ptic rabiš pa ti pokriti čim več terena, čim več območja videti, kje so ptice. In pri fotografiji rabiš ti dlje časa čakati, da ta ptica nekaj naredi, da se postavi v zanimivo pozicijo, nekaj takega. In zaradi tega težko v bistvu združiš te ideji tega, da boš ti na enem mestu ali pa da boš ti gledal čim več ptičev in najdel čim več vrst. Tako da ni presenetljivo nekompatibilno. Pa bi raj, oziroma se ti zdi bolj zanimivo ali pa neke vrste, kot ti večji izziv, če fotografiraš ptiča ali tak ful dober kamen? Ptiča, ja. Boš. Kaj pa ljudi? Nikoli me ni neki ful privlačil, ker pač to ni neko moje zanimanje, niso ljudje, nikoli me niso res toliko zanimali, ampak z veseljem pa fotografiram, če kdo recimo rab, da me prosi, da pa to fotografiram, ali pa kakšne dogodke na šoli, to me pa veseli zaradi, ampak to bolj tako, da pomagam ljudem. Jaz sem dobil tudi informacijo, da hodiš recimo na proteste tudi z namenom, da bi fotografiral. Ali je... Ja, to mi je v bistvu zanimivo, zaradi tega, ker je nek tak izziv ta novinarska fotografija. To sem se v bistvu malo začel ukvarjati, ker sem videl, kaj vse se dogaja na protestih, da so razni zanimivi transparenti in to. In pa me je malo potegnilo, da pa probam jaz to fotografirati, da vidim, kako je nekako tako kot nek fotonovinar oziroma amaterski fotonovinar. Ja. Pa tudi sicer zanimanje za družbo, za politiko je prisotno? Se mi zdi, da mora vsakega človeka do neke mere vsaj malo zanimati to, da ve, kaj se okoli njega dogaja spet.
ne vem, toliko vpliva ima to na nas, da se mora vsak človek s tem ukvarjati. Ukvarjati ali spremljati? Okay, mogoče ukvarjati ni prava beseda, ampak vsaj malo spremljati, vsaj toliko, da ve, vsaj, ne vem, da ve, da je v nedeljo referendum, da ve, zakaj se odloča. Ampak si ti, mislim, imaš kdaj vendarle nekje kakšno ambicijo, da bi se, da je uporabiti besedo, ukvarjal s tem? Ne, nikakor. Ne. Skratka, dovolj je, da veš. Dovolj je, da gre človek volit. Dovolj je, da gre človek volit. Če greš na protest, a je to že tudi ukvarjanje? Ja, mislim, če se s čim ne strinjaš, je smiselno, da gre človek protestirati. Ja. Pa greš? Grem. Pa tudi transparentno narediš, pa imaš kakšen govor? Ali? To sem imel enkrat v osnovni šoli, ampak ne, ni to, nisem do te mere, nočem se izpostavljati v tej smeri, nočem govoriti o teh stvarih. Rad bi samo bil zaveden državljan. Aha, ok. Glasbo tako sicer poslušaš, ali ti je to bolj tako, če že mora biti? In kakšno recimo? Folk rock, en zelo priljubljen, zelo mi je blizu en slovenski band, Bakalina Velika, zelo neznan, ampak iz Tolmina, eni čisto odštekani modeli. En glavni pevec je tudi recimo ljubiteljski kmet in ljubiteljski arheolog in vse možno. Tudi en tak človek, ko ga vse zanima, kar se dogaja okoli njega. No? In oni pojejo o gorah, snemali so album na Tolminskem Migovcu, v jamah, tako povsod. Čisto odštekano in tudi razni zvoki ptic pridejo v njihove pesmi. In tako, in to je pa direktno, da bi prav zate. Res je zame, ja. Zdaj, zelo očitno je, da te zanima svet okrog tebe, torej, tudi družba, seveda tudi narava. To verjetno potem bi mirno lahko zaključili, da tudi rad potuješ, če se le da. Kam pa, recimo, kam te najbolj vleče, oziroma kje si mogoče? V bistvu to imam čisto po očetu, mi je res blizu Afrika. On se je v študentskih, oziroma ko je bil mlad odrasel, je šel v Zimbabve in se čisto zaljubil v Afriko in tudi meni predal to neko ljubezen do Afrike. Tako da to mi je. Pa si to, torej, kje pa si že bil v Afriki? V par državah juga. Torej v bistvu ta podsahar, oziroma še celo pod ekvatorjem, oziroma na drugi strani ekvatorja. Pod ekvatorjem. Kaj pa je, a se da povedati? Najbolj, da preberete eno knjigo. Prva detektivska agencija, ne vem, kako je slovenski naslov, First Ladies Detective Agency in Botswana. V bistvu govorijo eni detektivki Mama Ramamocve in to se mi zdi, da je pa ena taka res lep opis Afrike, ker tam čas poteka drugače, vse se malo upočasni in ta knjiga to izjemno opiše, tako da ko ljudje, ki so prebrali to knjigo, bojo vedeli, o čem govorim. In tisto, kar te tudi privlači, je, ne vem, a je to en tak, torej, se mi zdi, občutek, da boš odkril nekaj, kar ti je bilo do tedaj neznano, ampak a je to tudi, ne vem, tako, da je treba doživeti kakšno, mogoče nevarno v navednicah stvar. Je to ta adrenalin v tebi? Kaj pa recimo? Jaz sem adrenalinski junkie in recimo Afrika je res, tudi je divje, tudi je vse odmaknjeno. Tako, ko greš iz enega mesta, so posamezne hiše okrog, ampak prijaš pa tudi območja divjine, tako velika kot Slovenija. In recimo pogledaš okoli, sama savana, nikjer nikogar, meni je ta občutek, to mi je najboljše, to, da je res ena taka divjina. Ta prostranost. Ta prostranost, ja. Tudi kaj pa kakšen druga, ne vem, po Evropi, ni toliko divje. Ni toliko divje, ne? Ja, mora biti adrenalin. Tisto na drugi strani črte. Ko si ravno rekel adrenalinski junkie, kaj to pomeni, da ne vem, tudi z banjem skačeš? Ne do tega. Ali ta jama ti da ta adrenalin? Jama. Ali si še kje drugje na iskal adrenalin? Jame, ferate, turna smuka, vse neke take kempiranje zunaj z medvedi so mi res blizu žival, ker ko greš v gozd, jaz vedno upam, da bom srečal medveda.
Kolikrat pa si ga razen takrat na Vremščici? Samo enkrat, to je pa žal, ki se mi tako kot unskalni strnat, ta dva se mi pa zelo izogibata. Enkrat se mi je zgodilo tako, da sem šel na barje iskat enega metulja in medtem je šel moj oči na Krim s kolesom in prije nazaj po mene in mi reče, da je videl medveda. Jaz sem si pa to že nekaj časa želel in sem prav razmišljal, bi šel na Krim, pa sem rekel, ne, grem raj probat tega barjanskega okarčka najti. Valjda pa tudi barjanskega okarčka. Nisem najdel, on je najdel pa medveda. Pa si do zdaj najdel barjanskega okarčka ali tudi če ne? Ne, ampak to bom že. Malo je tudi to, da nočem stopati po travnikih na barju. V bistvu, če bi stopil po travnikih, bi ga takoj najdel. Čisto iz nekih etičnih razlogov ga nisem. Ja, razumem. Tole kolo se kar pojavlja, a ne? Očitno, pač zelo rad kolesariš. Ja. To, mislim, tudi tako, od A do B, od doma do šole. Tudi to grem s kolesom. Ja. In pa potem tudi daljše ture, ali kako? Ja, oboje. Mislim, najboljš mi je s kolesom, v bistvu potovanje s kolesom, dati torbe na kolo in se odpeljati nekam. In pol tudi jaz to delam tako, da kempiram, oziroma spim zunaj, ne kempiram, tudi ker je to prepovedano, tako da bivakiram. In se v bistvu samo postavim na tleh in lažje, ker šoter nositi okoli. Tako da to mi je ena taka res všeč stvar, da lahko tudi malo zelo je svobodno, mir imaš in sam kolesariš okoli in gledaš naravo. Torej, tista Erasmus izmenjava, na kateri si bil, ki pravzaprav združuje in kolo in ptiče, je... Še zdaj ne vem, je bilo to zame zbrano ali kako, ampak ti se pa res poklopili vsi moji interesi v enem, tako da me je veselil. No, super. Čeprav mislim, da se zelo težko bi dalo vse tvoje interese v en predal dati, ampak evo, super. Zdaj, midva tukaj počasi prihajava v zaključen del najnega pogovora in ta zaključen del jaz vedno pač sestavim iz vprašanj, ki jih v bistvu vsakemu svojemu gostu do zdaj sem še zastavljal. Tako da, evo, zdaj si tudi ti, Jakob Majdič, prišel na vrsto, da odgovoriš na tale vprašanja. Kaj je, Jakob, tvoja najljubša beseda? Bom rekel kar narava, pa bil klišejski. Ok, narava. Kaj je beseda, ki jo najbolj sovražiš? Polh. Okay. Kaj je tvoj najljubši zvok? Ni polh. Ja, to bo verjetno zvok, ki ga najbolj sovražiš. Je tudi to vprašanje, v redu. Ja. No, najljubši zvok? Dobro, spet klišejski ptiče petje. Ptiče petje, sam ptiči. No, jaz se upravičujem, pozabil sem tvojega najljubšega ptiča. Sloka? Sloka. Ne, pa sloka ne poje lepo. Mi je pa rumeni strnad, recimo. Namreč po njemu naj bi Beethoven dobil navdih za 5. simfonijo. Wow. In res njegovo oglašanje gre isto. Je res lepo. Wow. No in zvok, katerega najbolj sovražiš? Polh, ko se dere. Polh, ko se dere, pesjan. Kaj je tvoja najljubša kletvica? Spet lahko rečeš polh. 300 kosmatih medvedov. 300 kosmatih medvedov, ti si pa res zelo povezan. Bom tudi tebe vprašal to vprašanje, čeprav na nek način, ne vem, če bi... No, bomo videli, kaj boš odgovoril. Kaj je tista stvar, ki te najbolj navdušuje? Neka ta surova moč narave, tako neke te ogromne sile, ki si jih sploh ne moramo predstavljati, koliko je to enih, kaki pritiski so recimo spodaj v magmi in kakšna moč je to, da nastanejo hribi, da nastanejo, koliko je, to bi rekel. To, wow. Česa zares ne maraš? Ok, prav. Moram razmisliti. Da se ne bomo preveč ponavljali. Kater poklic si ti zdajle v tej dobi tvojega življenja se ti zdi, da bi bil sanjski? Da bi ga v bistvu najraj opravljal? Ne vem, če bi lahko šel nazaj v preteklost, bi ful bil en ta raziskovalec, nek Magellan ali pa Kolumb, ki se podajo v neznano. Ali Livingstone, torej na morju? V bistvu Livingstone. Ali Amundsen?
Ali pa Amundsen. Aha, Ja, Amundsen mogoče najbolj. Ta sneg te vzema letno. Ja, tudi sanjam, da bi enkrat delal na Antarktiki v prihodnosti. To mi je sanjska. To bi bil lahko poklic. Ja. In bi delal, bi delal kot geolog? Ja, kot raziskovalec, kot geofizik. Wow. Kateri je pa poklic, ki ga nikakor ne bi želel upravljati? Neko računovodstvo ali pa kaj takega. Računovodstvo. Katero znano osebnost bi najraje spoznal? Tisti Amundsen odprej je bila dobra ideja. Scott pa raj ne? Ja. Okay. Kater talent, ki ga nimaš, bi zelo rad imel? Rad bi znal boljš računati. Ne bi bil pa računovodja. Ne. V redu. Kaj je ena stvar, ki jo imaš ali poseduješ, pa bi jo moral vreči stran? Stare revije. Imam police in police nekih prospektov in tega. In se kar mal ne moreš... Kar mal ne morem vrsti stran. Sploh iz kakih potovanj ali pa iz kakih stojnic, ko dajo te, recimo in sejme raznoživo, ko se v bistvu predstavljajo te naravovarstveni in naravoslovni inštituti in delijo vse neke svoje promocijske revije in to. In ni mi do tega, kaj pa če mi bo enkrat prav prišlo, kaj pa če moram kdaj za kako šolsko nalogo citirati ali pa izrezati ali pa karkoli. Ja. Kaj je največkrat uporabljena aplikacija, ki jo imaš na svojem telefonu? Rad bi rekel eBird. To je ena tako aplikacija, ko poveže ptičarje zaradi tega, da lahko objavijo, kaj so videli nekje in pa lahko nekdo drug prejme to informacijo in zato grejo pa ljudje lahko tja, kjer je bilo to videno. Če pa realno, pa po mojem kak Instagram ali pa nekaj. A za jame so? Za jame je v bistvu za merjenje jam, se poveže ta naprava, s katero merimo, to je en prilagojen laserski merilc. In v bistvu prek tega se pol poveže v aplikacijo in ta aplikacija daje skupaj te meritve, tako da ja, tudi. Zdaj pa 3 hitre, kava ali čaj? Čaj. Hribe ali morje? Ne bi se mogel odločiti. A ja? Je morje, ima tok? Je. Ribolov. Ribolov. Wow. Ampak morski, ne rečni. Kaj pa ribolov, takole pa... pogled na gore. To bi bilo top, ja. Okay. Mačke ali psi? Mačke. Brez. Psov se malo bojim. Psov se malo bojiš? Ker so, ker je agresivna žival, ker medved bo pobegnil pred človekom, pes bo pa šel v človeka, ker je navajen ljudi. Katero rastlino ali žival bi se najraje reinkarniral? Ne, po mojem kako rastlino, eno tako rajhenovsko jelko, da bi imel sam mir tam v Kočevskem gozdu. Kaj se zgodi z nami, ko umremo? Da ni preveč versko. Jaz bi rekel sam konc. Ne bi rekel, da se karkoli zgodi. Mislim, razkroj telesa in se vrnemo nekako v ciklu narave, naše molekule in hranila. Ker sem mal upal, da boš rekel, vržel nas v jamo. No, pa deva še zadnje. Če Bog obstaja, kaj bi si želel, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? Da sem fajn izkoristil življenje. No, to je pa ena zelo lepa misel. In kot se enkrat kaže, mislim, da ga res zajemaš s polno žlico. Jakob, hvala lepa za tale pogovor. Drage gledalke, gledalci, hvala tudi vam, ker ste nas spremljali, ker nas že toliko časa spremljate. Hvala lepa vsem, ki jih vi ne vidite, ki stojijo za tem poljanskim kavčem, da lahko sploh obstaja, tehnikom in drugim pomočnikom, brez katerih tegale nikakor ne bi bila. Skratka, s tem se mi poslavljamo. Bodite v cvetju. Jakob, upam, da ti je bilo prijetno. Je bilo, hvala. No, evo, super. Srečno.